Sem mamica, samohranilka dveh otrok. V življenju sem vse počela by the book. Izobrazba, služba, imam dolgoletno redno službo, redno plačujem položnice, stanovanje. A imam ob koncu dneva občutek, da me je sistem pustil na cedilu. Oče otrok obstaja, otroka obiskuje, a ne želi prispevati preživnine, češ zakaj bi meni dajal denar, ampak bi po svoji presoji tu pa tam kaj pustil. Tu je že problem v osnovni percepciji. To je denar za otroka. Nikoli nisem razumela tega sveta, kako je možno, da eden od staršev ne želi prispevati za preživnino otroka, ki je tudi njegov. Ko se podaš v te bitke, potem sproti spoznavaš ljudi, ki so šli skozi podobne reči in ti je ob koncu vsakega dneva životarjenja za otroka to še edina tolažba, da nisi v tej zgodbi sam. So tudi mamice s podobnimi izkušnjami. Zakaj nas ne more sistem zaščititi in nam pomagati? Seveda obstaja pot, tako sem se je lotila tudi sama. Najameš odvetniško pomoč, ki je draga kot žafran, kupčkaš vsak evro iz rojstnega dneva, ko dobiš prispevek kao za darilo, postopki se vlečejo leta, vmes pa otroka rasteta in je treba živeti. In še se ni zaključilo. Ta zgodba zelo lepo zgošča, kaj vse je z našim sistemom na področju preživnin in nadomestil za otroke, ki so brez preživnin ostali narobe. Za začetek imamo kar 1/5 otrok v samohranilskih družinah, ki živijo pod pragom tveganja revščine. In tisti, ki so ostali še brez preživnine, so se znašli v tolikan težjem položaju. Vkolikor želijo matere samohranilke uveljavljati pravico do nadomestila za neplačano preživnino, ki jim sicer pripada, se morajo podati na dolgotrajno in izčrpljujočo sodno pot dokazovanja, zato da lahko do tega nadomestila za neplačano preživnino sploh pridejo. V tem dolgotrajnem in mučnem sodnem postopku se morajo soočiti z nekdanjim partnerjem, ki je bil nemalokrat tudi nasilen. Praktično vsa dokazila morajo priskrbeti same, spremeniti se morajo v prave pravcate zasebne detektive. In to samohranilske družine, ki že tako težko shajajo skozi življenje, se morajo potem soočati in spoprijemati še z raznoraznimi psihološkimi pritiski, tudi grožnjami. Odgovor nas v Levici na to nezavidljivo situacijo je, da med preživninskega zavezanca in otroka v samohranilski družini postavimo javni preživninski sklad. Po novem bo potrebno materi samohranilki in otroku, ki sta ostala brez preživnine, zgolj na preživninskemu skladu dokazati, da preživnina ni bila plačana, pa bo nato sklad ukrepal dalje in jim nemudoma zagotovil možnost, da svojo pravico do nadomestila preživnine tudi uveljavljata. Take družine, ki so ostale brez preživnine, so za povrh vsega opeharjene celo dvakrat. Ne le, da preživnine ne prejemajo in je zato v gospodinjstvu pride do izpada prihodka za otroka. Centri za socialno delo, ki obravnavajo njihove prošnje za denarno socialno pomoč in druge pravice iz javnih sredstev, se, dokler ni sodna pot zaključena, pretvarjajo, da taka družina dohodek iz preživnine dejansko prejema in jim iz tega naslova odmerja nižjo socialno pomoč in klesti druge pravice iz naslova javnih sredstev. Vse to mislim, da lahko na današnji seji zaključimo z spremembo naše aktualne pobude, da se matere samohranilke in njihovi otroci za pomoč in podporo lahko obrnejo neposredno na javni preživninski sklad, brez dolgotrajnih in mukotrpnih sodnih postopkov in da jim država stopi nasproti tako, kot je zapisano v slovenski ustavi, kot socialna država, ki naj ljudem pomaga. Hvala.